Greva v Salzburg, čez Großglockner prelaze. To je taka lepa počivalniška točka. Še sneg imamo v poti. Ljuba. Je lepo? Fantastično. No. Naravne lepote. Gor pa megle za planince. Kaj je to? Sneg, ne? Danes na 30 stopinjah v Kopru, evo, po snegu. Tukaj ponikne slab, pod cesto. Motoristi, kolesari grejo na Franz Josefovo kočo. In to piše, da je slab, energijski slab, da je tudi. In slapovi, da povrne energije. In pa hlačasti energijski slab. Zato bova tukaj pojedla en paninček. Dajmo še enkrat. Evo, kako je lep. Dvokraki. In taka pahljača tukaj. Sneg. Moja ljuba tam. Tecimo tam na Marendo. Dobra malca, na dobrem kraju, a? In kaj dobrega papaš? Petelina, solati. Iz petelina, iz parecaga? Ja, Domači. domače. Petelin v salati. Slap, slapišče. Voda išče pot. Nasfeld. Slab nasfeld, mokrine, iz snega izhaja gor. V kaskadah se spušča dol. To je bolj slapišče, ne pa slab. Evo, ljudje so za velikost. Veliko jezero. Letos je bilo dosti snega. Hribi so pa taki bolj črni v Avstriji. Škriljavci. Stare kamenine, ko pohorje. To je pred nami celo pogorje Großglocknerja. Tiste špičke so Großglockner. Kaj je zanimiv? Čist na koncu Johannsberg. Ja. 3453 metrov. Tam gor, lega. Ja. Zdaj pa ga potegniš v naravno zgor. Pasterce si napisal, Sem, ja. No, vidiš. no, in ta Cak. Johann je 3453. Ja. Nad ledenikom, pasterce, pastirci. Malo počitka ne paše pod Svarovski opazovalnico. No pa še te razgledne točke si oglejmo. Do tle gor so privlekli Franz Josefa. Skoraj se vidi vrh. In še en pogled na ledenik. Spodaj pa ta sprejemni center. No pa pojdimo na vrh Großglocknerja. Na tistem levem špičku je križ in vrh. In tle gor so šli. Te strani se gre gor, čez sedlo, najprej čez ledenik, potem pa čez sedlo, kar lep vzpon. Ik ken ook zo'n mooi, Kakšne ledene zaplate so še
po severnem Ostenju. Ko Himalaja. No, pa je pripihala na 2804 metre. Bravo. Mi tudi smo pripihali, priropotali s traktorjem. In zdaj skozi visoka vrata, skozi tunel v Salzburgland. Kann sich verhängnisvoll auswirken. Zdaj sva v razstavnem salonu, kakšne stvari so našli tle gor, kristale, rukzake, dereze iz rimskih časov, čevlje. Tle so se ljudje morali čez Alpe pospenjati čez 3000 metrov visoko. Neues Eis bringt wieder die Organisation. In nur wenigen Tagen wird es das endgültig sein. Die Kluft kommt wieder ans Herz. So pa najbolj bogate najdbe zlata v Alpah. Srečen je bil tisti, ki je to najdel, ne? Je bil, ne? Gremo dalje. To so vse našli v obdobju, ko se je led talil okostnjak. Rukzak in planinski čevlji, krapeže je imel tudi. Petsto let stari čevlji. V teh čevljih se pa ni bilo zaspravljati le čez. Se pravi. Zdaj laufa kamera. Iz postajališča pred tunelom na višini čez 2000 metrov, Čez 2500. 2500 na Hohtor. Hochtoru. In moj mož bo zdaj vozi Ja. V v Lukno. Lukno vozi. Glej, Na Salzbursko. Zdaj pa greva v Salzburg skozi tunel. Kje lepo. To pa je prav fantazija. Po filmu. Pa še muzika je dobra. Ja, to je za ta denar, je to. Super. In smo tukaj. In naša pot se nadaljuje proti Salzburgu. Ko je voznik? V redu, le kaj snega je, a? Se je to? No, zdaj pa počasi premikati kamero. Koliko snega. Višine so še. Zdaj pa pritisni rdečo tipko, dovolj bo. Dobro. No, to smo na izogibališču, vseh 6 počaka, 6 tunik, da gre gor, ne? In tako dalje. Po 6 vozi. No, to pa kadar je lep razgled od tukaj gor. Orlovo gnezdo.
hribi nad Berchtesgadenom, ravnica naprej proti Avstriji. In smo spet na tej točki. Sva v Orlovem gnezdu, v znanim sobi s kaminom. Mu je podaril Borman, lepo narejeno. Je. Ja, to je iz Adneta, tisti marmor. Malo prej še na Orlovem gnezdu in na tistem hribu tam v megli, krožni poti, sva je tam naredila tam okrog po tistih skalah. Zdaj so pa že na Kenigseju, Kraljevskem jezeru. Sezona turistična je v višku, avto je polno, midva tudi avtomobilska mojstra, Koper, Slovenija, nekaj Slovencev smo srečali, eno Slovenko. Kako, Ljuba, bova šla? No, zdaj so pa ob jezeru. Ladice vozijo, tudi tle imajo otoček sredi jezera, vidiš ga? Nas čakajo. Ja, na nas čakajo. Odpeljeva po jezeru. Ja. Moja Ljuba študira, račke počivajo. Opoldanski počitek. Račke v Kraljevskem jezeru fehtajo hrano od ljudi. Jezero se blešči v lepoti, šumi tudi. Pregrada za umirjanje vode, tle ne smejo več naprej. Tam so pa tisti otočki in ladje kar naprej plujejo po jezeru. Zelo lep kraj, turističen, okoli strme gore. Naj uživajo. Da vidimo, kje so deleč tam noter. Še. Zdaj pa zapuščava turistično mesto, kot vsako turistično mesto. En kup cigajnarije, en kup igračk. Ja. In tukaj so tele skale, tukaj je jezero končalo, ledeniško jezero, da so ledeniški balvani. In gremo zopet pod Orlovo gnezdo. Zapuščava Berchtesgadenski rudnik soli. Zelo zanimiva je bila vožnja z vlakci podzemeljski, multimedijska predstavitev, vožnja po podzemnem jezeru soli. In zdaj greva v muzej teh soli in vseh teh zadev. Danes si bova ogledala rudnike soli v Berchtesgadenu v Nemčiji. Vlakci vozijo ven in notri. Včeraj je bilo Hitlerjevo gnezdo, pa malo Salzburga, predvčerajšnjim Hochtor prelaz v Avstriji, pogled na Großglockner, šle smo pa vam pripeljali, to bomo šibali. Ja. Vidiš, kako bo tole šlo, to bo letelo, a? Kot po Stajnski jami. Ja. No, to je pod kraljem Ludvikom I. Ferdinand Amberg. Je bilo to narejeno. Imenuje se pa po Ferdinandu, ja. Ta rov.
Ich darf euch ganz herzlich begrüßen bei uns im Salzbergwerk in Berchtesgaden, dem ältesten aktiven Bergbau Deutschlands, mit dem alten Bergmannsgruß Glück auf. Ich bin der Corbinian und ich Das ist unser Storsalz, also reines Storsalz. Da probiert jeder. Ja, die Gäste wollen sich da wirklich überzeugen, hautnah. Schmeckt es jetzt salzig, dann probieren sie und stellen natürlich völlig fasziniert fest, dass das ja tatsächlich salzig ist. Diese Röhrkästen. Die Kästen bestimmen bis heute exakter wie jeder Rechner, wie jeder Computer die Zuflussmenge vom Quellwasser, das ist bei uns alles entscheidend. Und das wirklich Besondere an dem Salze ist einerseits nochmal die Dimension dieses Abbaus, dieses nassen Abbauverfahrens den Menschen näher zu bringen und andererseits halt auch da unten auch nochmal wirklich die Entspannung oder die Ruhe, die so ein Bergwerk eigentlich ja hat, da näher zu bringen. Zdaj smo pa na področju Alte Saline. Tle je muzej in čudovite stavbe. Tukaj zgleda so prodajali in kupčevali s soljo. In tak čudovit park je tle okoli. In lepo mesto, mirno, obkroženo s hribi. Lepa Bavarska. 22 milijoni leti se je morje ločilo od planin, nastalo je jezero, jezero se je posušilo, planine so zaprle tole in je sol nastala noter. To se dodaja soli in še ostale zadeve, da se izboljša. Tako pa danes pakirajo sol, razne soli. Te soli se reče kamene, ampak so dejansko iz morja, koncentrirano morje, staro milijone let. Greš noter pogledat, 13-metrsko kolo. Črpa iz solin ven, iz starih solin.
vodo. Pravi tehnični spomenik. 93% vlaga je spodaj. Sovma čez 30 do 50% ima ta slanica črpa tlele, klasične črpalke, ko iz časa Rimljanov oziroma Egipčanov. No, to so v bistvu taka ogromna mlinska kolesa, 150 tonška zadeva, 92 lopatic, šiba vodo gor in jo zliva po drugi strani dol. Zelo so tle prijazni. Evo, je šel po listek, po karto. Zdaj gremo pa pod mlinsko kolo. Zdaj pa od tega mlinskega kolesa, je celo vzvodov je narejeno. Kako je to po teh tunelih speljano. Mati moja. Stotine metrov tega vzvodov je od tistega mlinskega kolesa v oni temi, ki sem ga posnel, se to premika levo, desno. Evo, in zdaj nazaj. Čudo božje mehanike iz tistih stoletij. Sie dürfen sich vorstellen, wir stehen 6 Meter über dem Boden hier und da unten ist ein Bottich und in diesen Bottich läuft die Quelle rein. Und in dem Bottich steht eine Röhre und in der Röhre arbeitet die Pumpe, ganz einfach. Ja. Irgendwann kam noch dazu, dass das eine besonders wertvolle Quelle war. Nun weiß ich mal nicht, was in der Vorrede alles erzählt wurde. Normal, Salzwasser ist mit 27% gesättigt. Hier aus der Erde bei uns kommt es bestenfalls mit 24%. Aber nicht alle Quellen hatten 24%. Smo pa tle iz teh vod, smo pri spodnjih delih cilindrov, da je ta prenos in gremo gor. Zadeve še danes delujejo kot podmazane. Eno nastop je više tistih pump. Zadeve grejo gor skozi te odprtine. Das ist nicht schlimm, da wo ich gerade hinleuchte, steht heute elektrische Pumpe. So jetzt nicht zusätzlich. Die kann man zusätzlich, die kostet nur wenn irgendwas flüssig In prenosi in gornjim kolesom, vodnim, ki smo jih pa že prej posneli. Ogromna zadeva. Breda občuduje. Počasi gor, počasi dol, včasih se ni nič modilo. In še take table so imeli časa pri investicijah narediti. Naprej pedi. No, zdaj smo pa še čist na vrhu.
Ja, pa ven. Tako potekajo te zadeve. Črpajo iz hriba, že stoletja. Na drugi strani hriba so rudniki, tukaj je pa voda že raztaljena, solnica. Črpajo, predelujejo in danes treba 25 toliko energije, da naredijo 100 kg soli, kakor pred 600 leti. Sva v Šek kamnolomu, tle se lepo vidi štrajfne, kako so vrteli, z žicami rezali. Ja, najprej so tole lukno zvrtali in potem so šli za zajlo. Vidiš. In potem, če spoliraš, rata tak. In to je bil za kraljeve in cesarske grobove. In to je moja prva žena, Moj prvi mož, Breda ki snema. von Merz. Krasno je to. A res ne, kar tam je. Pazi. In ker ni bil več dovolj dober kamen, ja, so opustili in so šli drugam. In mi gremo tudi drugam pogledati. Tudi v velikem kamnolomu. To so pa te plošče. Te plošče, zanimivo, so na obe strani take. Ja. Kuku, kje si? Vidiš, ko še imaš tudi to vnis. No, prispela sva zopet v en drugi kamnolom. Tega pa ne izkoriščajo več toliko. Ima več sklade, podoben kot prejšnji, a tam na koncu zdaj režejo. Da je stvari preveč razpokane ali pa premalo kupcev. Lep spomenik otrokom, ne? Ko se igrajo v igri, veselijo se in otročkom pa še ta vodica, ne? In dolje tudi, spodaj tudi otroška igra, ne? In Bredi tudi všeč, meni tudi, evo naju dva. In gremo v muzej. Haben Sie die Welt beherrscht? Im Mesozoikum. Und aus dieser Zeit kommt auch er, der Adneter Marmor. Jahrtausende dauerte es damit, aus Kalkschalen, Skeletten abgestorbener Tiere und Kalkgerüsten von Meerespflanzen Marmor werden konnte. Jahrmillionen hatte dann gut behütet seine Bestimmung gehabt. Und bevor man über diese Schnittfugen lassen sich danach die mit Diamantsegmenten bestückten Seile der Seilsäge einfädeln. Mit ihnen werden die vertikalen Schnitte gesetzt. Einmal der Wegschnitt, einmal der Ja. Querschnitt. Und dann dauert es. Tagelang arbeiten Mensch und Maschine.
cele dneve, vidiš, dela to. In potem hidravlično odžagajo oziroma odrinejo cele bloke. Vidiš, kako gre to? Zato smo videla tiste rise gor, ne? Tle predstavlja, koliko dni tole dela, ne? Carrara marmor, italijanska mašina. Dneve in noči. Ist die Wand freigesägt, wird sie mit einem Bagger oder speziellen Hydraulikzylindern auf die Sohle gekippt. Dabei gehen die im Gestein vorhandenen Klüfte und Spalten auf, sodass die Wand in mehrere Einzelblöcke zerfällt. Oh. Die Stücke je nach Kundenwunsch zuformatiert. Das sogenannte Gattern, also das Durchsägen eines einzigen dieser Felsblöcke, kann bis zu einem Tag dauern. Die exakte Größe und Form eines Žagajo, brusijo, polirajo. diamantbesetzten Fräsen To dela tudi oni dol v Dragoni. Werkstücken im wahrsten Sinne des Wortes nur noch der letzte Schliff. Je nach Zdaj smo pred Gruberjevo hišo. Pisatelj oziroma skladatelj Svete noči. Ja, in tukaj je prišla moja žena Breda. V slovenščini nekaj malega zapela. No, pa dajmo, da vidimo, kako se... Dajmo bolj na glas. No, lepo. In to sveto noč pojejo po celem svetu, predvsem pa po nemškem. Po nemškem in v Evropi, v glavnem dosti po svetu. Tako. Heilige Nacht. Ne? Ja. Še malo pohajava po Halajnu, mesto, ki je zraslo iz soli, po spodnjemu mestu. Vse se razprodaja, 50% nižje in še vedno 10-krat dražje, kakor je vredno. Videl, posnel levčka. Na trgu pred mestno cerkvijo, katedralo, Japonci se iščejo. Gromozjanska zadeva. Velika, lepa cerkev, glavna. 37 metrov visoko kupolo, najvišja v mestu. Mislili so zgraditi za vseh 16.000 ljudi to zadevo. Lepa oltar. Evo, kolegica tudi Sony Nex. Breda drugi Sony. Ogromna zadeva. Mi smo naredili cel krogec.
Cel krogec, lepo familija slika. Malo osvetlimo oltar, ki je v senci, in počasi zaključujemo. Breda bo dala izjavo. Zadnji dan sva komaj najdla cajt za obisk Salzburga. To so bogate cerkve Ja, z vsemi pozlatami, ja. Je pa svetnica. Ne, se sve. Tako se lepo vidi vse. Skozi obrambna vrata, vidiš? Kaj čuti, tako je bilo. En vlakec se že šel dol. Benvenuti alla partenza con Salzburg. Il vostro biglietto detto compreso per la partenza include il giro vincente in un'ora di audioguida, la visita della torre di avvistamento, del museo della fortezza con le camere dei principi e l'ingresso nel museo del reggimento Rainer e nel museo delle marionette. Vivete la storia tangibile sulla fortezza come in Salzburg. Smo že na gradu. Razgledna terasa, obrambni stolp iz leta 1496. Pa vstopimo noter. Ljuba, gremo. Ja. In tle vrata svoja, in tle dvojna vrata. Vidiš? Trojna, četvorna vrata. Majko milo. Tle prihajamo kam? Na grajsko dvorišče. Veličastna zadeva. Ha? Seveda si. Breda je že malo pozabila teh kugel, ne? Značilno. In zato smo pa še tukaj. Seveda. Zazvonilo je poldne. Smo pa še na glavnem dvorišču. Gremo dalje. V najbolj utrjeni del gradu. Zgornji štuk piše tle. Ljuba že slika. Lepo tle.
Spet lepo. A? A, tle so pa bivališča. Leta 180 je bilo tako. Leta 1250. Stop je gor. Red z vrha. Leta 1350. Drveno obzidje. Nove gradnje gor. Leta 1495 so vse stvari dogradili. Obramne stolpe. Ta del, kjer smo zdaj. Leta 1515 na varnosti turških vdorov. Še več obrambnih stolpov. Severna stran proti mestu, ne, skale. Pogled iz vrha. 1560. Še dopolnitve. 1619. Veliki prostori za žičnice, še eno obzidje spodaj, ne? 1653. Wow. Še podobno današnjemu. Evo, smo spet po začetku. Prišli smo v ogromno salo, ki so tudi koncerti, in to se imenuje Knežja zlata soba. Kakšni stebri, ama so kamniti. Majko milo. Stopi zraven, da se vidi, so res veliki. In da je imel lep razgled na Podanike. Ja, in rekel Salzbach. Mogoče bo šla z ladico po njej. Štem so pa oni vrtovi. Gremo spet nazaj v halo. Vse v lesu in kamnu. Ta soba je pa še bolj zlata. Še bolj zlata soba. Zlati steber. Kam pa gremo tle noter? Dober. Pa je ena manjša sobica. Pod zemljo gradu je svet marionet. S tem so se takrat zabavali.
delali iz stolpa dol, Salzburg. Spuščamo po teh stopnicah, zavitih, upam, da bom na koncu znal odviti. Vmes si pogledati slikice z vrha. Cek. Povrednoj, ušita. Pod mestom Salzburg je vodni kanal, ki odvaja odvečne vode od Kenigseja in hkrati ga izkoriščajo tudi za pogone raznih zadev, strojev in tako naprej. V parku Franca Kajzerja Jozefa pred palačo igra za ubogajme, ampak kvalitetna igra. Ljudje dajo samo takrat, kadar kaj delaš. Pa rožice, kakšne imamo na okolju, ne? Ob zvokih v parku sediva z Milanom, občudujeva ljudi, pse, mačke, otroke, turiste, Japonce, rože, kipe, skulpture, arhitekturo. Kar češ imaš tu v malem.